Dober večer, dragi gledalci, drage gledalke. Dobrodošli v družbi Najviže. Četrtki so naši in seveda tudi danes nas čaka veliko odlične narodno-zabavne glasbe. Prav gotovo pa bo zelo zabavno, ker so z nami odlični gostje, 4 fantje iz Dolenjske, so z nami polni energije, nasmejani, pravijo zase, da so. Jaz pa komaj čakam, da v živo to tudi preverimo. Seveda pa predno skupaj z njimi spregovorimo, sledi ena njihova udarna, vesela, poskočna polka. Zanimiva kombinacija ljubezni in smeha bo tole, kajti naslov te skladbe je Ljubezen in smeh. Verjamem, da jih boste zdajle uvodoma z veseljem prisluhnili. Dobrodošli v naši družbi, nocojšnji gostje Foxnerji in seveda tudi vi, dragi gledalci, ostanite v naši družbi. Lepa si, prava je tvoja postava, dekle si iz mojih sanj. Le tebe bi ljubil, srce ti ponudil, a ti si zaljubljena van. On druge osvaja, ti laže nagaja, povej si to res želiš. Za mene si dama, nikdar ne bo sama in zdaj lahko zaživiš. Potem ne jokaj za menoj, morda prepozno bo nocoj. Ta vlak bo kmalu odpeljal, mogoče enkrat ti bo žal. Življenje hitro gre naprej, zato uživaj ga brez mej. Še ko srebro imaš lase, pomembna je ljubezen, smeh. Tiho še upam, da mi boš dejala, za naj cveti pomlad. Tebe ne vem, če ljubiti bi znala, mi praviš, nekdo te ima rad. On druge osvaja, ti laže nagaja, povej si to res želiš. Za mene si dama, nikdar ne bo sama in zdaj lahko zaživiš. Potem ne jokaj za menoj, morda prepozno bo nocoj. Ta vlak bo kmalu odpeljal, mogoče enkrat ti bo žal. Življenje hitro gre naprej, zato uživaj ga brez mej. Še ko srebro imaš lase, pomembna je ljubezen, smeh. Življenje hitro gre naprej, zato uživaj ga brez mej. Še ko srebro imaš lase, pomembna je ljubezen, smeh. Še ko srebro imaš lase, pomembna je ljubezen, smeh. Dragi gledalci, drage gledalke, nocojšnja Najvižja bo zagotovo zabavna, polna smeha in veselja, ker so z nami 4 simpatični Dolenjci in vem, da prinašajo seboj nasmeh, kar se vidi že iz obrazov, ko jih takole pogledam. Z menoj so Matevž, Dominik, Roki in Matjaž. Dobrodošli pri nas v studiu. Dober večer. Na sceni ste od leta 2015, imam prav?
pod imenom Hec, ste nekoč delovali, pa me zanima, tako vodoma bili ste Hec, zdaj ste pa Foxnerji, pa me zanima, ko ste bili Hec, a vas je sploh kdo resno jemal? Bolj ne, zato je pa prišlo pol do tega. Ne. Aha, do spremembe. Ja, ne, resno in takrat, ko je bilo potrebno, pa tudi neresno, tako da se je kar lepo tudi prej nastopalo in igralo. Ne. Tako zanimivo zvenijo tile Foxnerji, ne? Kaj pravzaprav to pomeni? Ja, tle moramo poudariti, da to nima nobene veze s kakšnimi lisicami ali pa ribič pepetim in podobno, ampak je pomen besede Foxner ta, da če si Foxner, si veseljak, si družaben človek, si za zabavo, za hece, si tak motivator. No. Zanimivo se je izrazil, ne, motivator, ker jaz sem pa nekje prebrala, da lahko lastnost pripišemo tudi, da radi kaj ušpičite v tem smislu, da ste zelo navihane sorte. No? A je to kaj s tem povezljivo ali ni, ali se motim? Ja, tudi rad. Zgleda zelo navihano. A jaz zgledam? Ja, kaj pa vem, pa nisem najbolj tle izmed teh 4. Ampak ja, se tudi včasih naredi, da rad kaj ušpičimo. Čeprav pol ti sraj zase zadržimo, da napovemo. Ja, ampak danes boste kaj delili tudi z menoj in našimi gledalci in gledalkami, pa mogoče ne na začetku, ne bomo tako postopno odkrivali. Tako bojo vsi ugasnili televizije in gotovo, če bomo to vse izdali. Ne verjamem. Izžarevate tako mladostno svežino, pa me zanima, ste kdaj preračunavali, kakšna je pa vaša povprečna starost? Mislim, da nimamo kaj dosti računati. Kako se sploh povprečje zračuna? Jaz sem manjkal. Ne vem, mi se bolj v procentih pogovarjah, mi imamo tam okoli 25% vseeno. Odlično. Ja. Mislim, da je čisto okej. Zelo izveren in šaljiv odgovor, ne, bomo priznali, ne, ta izračun. Ja, lepo zardiš, ne, rdeča lička. Rdeča lička. To je pa njegov handicap, ja. Zakaj? Da zardiš, ne. Ali pa prednost. Ali pa prednost, tudi. Da se med jagode skrijem. Ko zorijo jagode, ne. Recimo. Skratka, ja, ne bom vprašala, ne, katera je vaša najljubša pijača, ker zagotovo odgovor že poznam. Verjetno imamo kar isto, ne. Meni je najljubši cviček, kaj pa vam? Ja, to je pa tako težko vprašanje. Za Dolenca verjetno res. A bi raj milijon ali bi rajš, ne vem, 2 milijona, ne? Zelo težko vprašanje. Odvisno od počutja in od dneva in od priložnosti. Dobro, si se znašel, dobro. Sicer pa zanima me, ne, kako ste se nocoj pripeljali k nam v Velenje? Recimo, kdo je bil šofer? Ste z enim avtom, ste s kombijem? Vlake imate ful slabo, tle pa šlihte, ne? A res? Ampak seveda niste z vlakom. 2 urce, a? So še ob 11 na postajo. Ampak zagotovo vam ni bilo dolg čas, ne, ker ste prišli zelo take Prešerne volje. Ja, mi smo zmeraj Prešerne volje, oziroma, ja, ko pridemo takole na TV, se probamo napumpati z vso dobro energijo, tako da smo čim bolj zabavljači. Da date našim gledalcem, pa tudi voditeljici čim več, ne? In na podoben način poteka tudi za naš špile, ne? Recimo pridemo v avto, še vsi zaspani, pa Matjaž dva slaba vica pove, pa zlaufa, ne? Bo tudi danes lahko katerega povedal, ne? Bolj za ne po moje, no. Joj, navihani tile naši mladi fantje danes. Če smo čisto iskreni, smo se napumpali s tem veseljem, da nas prej smo prišli sem, je pa debata, zelo zabavna debata tekla, in sicer o kriptovalutah in o minerjih. Wow, to je pa trend tega časa, torej ste zelo podjetni. Jaz se čisto ne spoznam, sem bil kar celo pot bolj tih. No, ampak to je trend tega časa, tako da vidim, da tudi podjetniška žilica, ne, pri vas deluje na polno. Imam prav? Ja, smo izredno uspešni na vseh področjih. Sploh ne dvomim. Kakšne pa so, izvoli. Kar pa... Ne, jaz sem šla že k naslednjemu vprašanju, pa me vseeno zanima. Ne, sem zaključila. No, mogoče pa tudi bolje tako, ne? Ja. Zanima me, kakšne so sicer vaše vloge v ansamblu? Torej, nekdo, ne vem, zato sem vprašala, kdo vas je pripeljal, kdo skrbi, ne vem, za... Ne, da se zdaj nehamo hecati, pripeljali smo se seveda z avtom, Matjaž nas je pripeljal. Drugače pa vloge v ansamblu, ne? Če bi šli čisto skole... Jaz sem kralj, Matjaž je baron, Matevž je Jožef, ne? Rok je pa tista navadna. Ne, hecam se. Ne, mi
vedno, bi rekel, se malo obrača vse skupaj. Enkrat je tisk, ki mačka naprej vleče ansambel, enkrat je drug, tako da se te vloge kar malo izmenjavajo. Ne? Pa imamo tudi same vloge kar fajn razdeljene, se pravi, en ima to, en ima tišče, en ima tist, en tist in vsak je na svojem področju, bi rekel, šef in če on reče za to področje tole, se tega držimo, ne, na ta način. Lepo, torej znate biti tudi poslušni, a ne? Naj ti povem, je valček, ki ga bomo slišali v nadaljevanju, nekje vmes sem zasledila in tak vers, ki kar malo zaboli, svet podr se mi je, ko si odšla. Vi ste skozi nasmejani, ampak mene vseeno zanima, ne? A se vam zaradi ljubezni že kdaj svet podrl? Kateremu, no? 4-krat na dan. Ja, sej, zato je pa nastal ta valček, a ne? Tako da je resnično zgodbo Ja, čisto resnični opisuje. Tako. Mogoče bi Matjaške več o tem povedal sem, jaz ne vem, drugače o tem zelo nerad govori, zelo nerad. Ja, res? No, sej, da te potolažim, ne? Vsem nam se je že kdaj svet podrl, tudi zaradi nesrečne ljubezni, ampak pomembno je, da se znamo vedno znova sestaviti, ne? In vi v vaših polkah tudi dokazujete, da vam gre to odlično, tako da... Ja, največkrat se kar poberemo, no, zaenkrat smo še vsi tlele. Tako da, nimaš kaj drugega, ne, si kaj pa češ, ne. Ja. Včasih moraš Da se naučiš past, pa pol pobrata, ne, tako da, ja. Res je, ne? Mogoče včasih pa ansamblu zgleda tako, da vsi nasmejani vedno, ampak tu včasih imamo tudi mi slabe dneve, slabe trenutke, ampak načeloma pa vse laufa zdajle. Lepo, lepo. Zdajle prisluhnimo tej resnični vaši izpovedi, ne? Naj ti povem valček, vi pa, dragi gledalci, uživajte v poslušanju tega lepega valčka. V nadaljevanju vam povemo pa še veliko zanimivega in kot vidite, začeli smo že z nasmehom, zagotovo lahko tole še stopnjujemo. Rekla si, da med nama ni več kot bilo je nekdaj, da ne najdeš razloga zakaj, da se zdi ti navada vse in da izginilo je upanje in stanje najne. Da nič prizadilo, me nisem slozi zadrževal, tiho upal, da morda ti bo žal. Za besede, ki rekla si, z njimi urezala v srce, ki ves čas gorilo je za te. Naj ti povem, svet podrl se mi je takrat, ko si odšla, jaz pa sem imel tako te rad. Bolj kot vse pa me sedaj boli spoznanje, da mi iz rok ušle so sanje. Žal, za besede, ki rekla si, z njimi urezala v srce, ki ves čas gorilo je za te. Naj ti povem, svet podrl se mi je takrat, ko
ko si odšla, jaz pa sem imel tako te rad. Bolj kot vse pa me sedaj boli spoznanje, da mi iz rok ušle so sanje, da mi iz rok ušle so sanje. Na krilih tega lepega, nežnega valčka zdaj le nadaljujemo četrtkovo najvižjo. Sama sem seveda v odlični družbi 4 Dolencov, Foxnerji so nocoj naša najboljša družba. In ja, fantje, pomlad je tukaj, vidim, da ste temu primerno tudi razposajeni in ko pride enkrat pomlad, meni misli uhajajo k poletju že skoraj, ne? Čeprav je danes zunaj bolj taka kislica, ne, vremenska. Kaj pa vi tudi že kaj razmišljate o poletju? Jaz ne ta poletje, jaz čakam že en poletje naprej, unga, v 2023. Ker? Tukaj sem ne včakam, ne vem. Sem mislila, da imaš kak res poseben razlog. Nimam razloga, ampak zmeraj Pridemo tudi do tega. drug let bo pa še boljši, no. Že zdaj vem, ne. Torej, neučakanost, ne bi rekli, nič narobe, ne. Vsi smo kdaj neučakani. Jaz pa zdaj namigujem čisto na eno drugo stvar, ne. Sama imam zelo rada poletje, k temu pa še pa tudi kakšna dalmatinska glasba in meni je nekdo namignil in prišepnil, da vi res odlično igrate in pojete tudi dalmatinske skladbe. Kakšno tudi sem pa kje zaigramo, ja. Ja, ne vem, če vas zdaj le malo tako apeliram na vas, da bi vi meni in našim gledalkam, ki zagotovo tudi že komaj čakajo na kakšno dalmatinsko pa poletje, kakšno zapeli, tako v živo, kapela. Ja, čmo. Imamo kaj možnosti? Imamo možnosti, so vedno. Lepo. Kaj bo aparatel, bom pa zbrudil. Torej, če ste za, potem bom jaz dala takole mikrofon in se pustila presenetiti, ne? No, dajte malo bolj na kup. A se moramo tako? Mislim, ni treba tako zelo, kar sproščeno, fantje. Tako je so čas avsenik snimov, viš. Ja, evo. Jednom jako u životu svom, Ravušu, Garavušu, u sokaku svom, sve ona meni, dobro što ja znam, srce moje laže sebi, bolje kad sam. Sve je ona meni, bolje što ja znam. Srce moje laže sebi, bolje kad sam sam. Srce moje laže sebi, bolje kad sam sam. Ja, kako pa vi lepo zvenite, ne? To je bilo pa čudovito. Hvala. Res hvala, da ste se tako potrudili in nam priklicali za trenutek, pravzaprav poletje in Dalmacijo, sem kaj v nas studio v Velenje. Galebe tudi. Res? A lahko slišimo? Matjaž? Matjaž, ti si pa poln talentov, no da slišimo še galebe. Prvinko Cocek je imel un komad Ribari, je on tisto vodno špico posnel, ki so te Ja, galebe. super, super, ne, polni ste talentov, no, tako bom rekla, ne, iz vas kar vrejo. Kriptovalute, galebi, vse. Iz vas kar vrejo, ne, te pozitivne vibracije. Seveda na vaših nastopih, ne, poleg dalmatinskih skladb, pa narodno-zabavnih igrate tudi druge zabavne, na porokah, veselicah, piknikih, rojstnodnevnih zabavah. Povsod ne igrate? Ja, kjer je prilika. Sam ne pokličajo? Ja, zanj smo igrali za občino, recimo, ne? Pa tudi
Ja, edin pogreb pa še nismo imeli, no, saj to pa... Bog ne daj, tega pa tudi, da ga le ne bi bilo, ne? Jih pa Dominik na fuš poje, ne smem na glas povedati. A res, Dominik? Včasih še pogreb odpojen, samo Sej oni ne vem, vejo. ne, glede na to, da ste Samo bili oni ne včasih hec, ne, zdaj sploh ne vem, kaj mislite, Ne, res je, resno, kaj pa včasih ne? tudi kakšen pogreb pade takole. No, ampak vem pa, da nastopate tudi na dobrodelnih koncertih. Na vašem Facebook profilu sem zasledila, Točno da tako. zelo v kratkem, ne, se nekje Točno tako. vidimo. Seveda se radi odzovemo po vabilu, če imamo le čas. In ta prvi tak je PGD Kompolje, to je dol na Dolenjskem, tam pa, kako sem zanj slišal, da je pravilno Dobre polje, ne? Dobre polje. Ja, ne vem, no, ampak v redu, ja, PGD Kompolje, tako da ja, tam bo več ansamblov, med njimi bomo tudi mi, zaigrali bomo sigurno par naših, tako da ja, vsi skupaj lepo povabljeni. V soboto. V soboto, kjer je V pa soboto. datum? 9. april. Tako, Torej zelo kmalu. proti večeru. Ne, malo pogooglajo na Tako, našem Facebooku. tako, imate... Tako. Kaj vam pa sicer pomeni dobrodelnost, no? Se vam zdi pomembna v teh časih? Dobrodelnost, meni se zdi bolj, čistko bom povedal, ne, ni dovolj, da ti zdaj tam na enkrat na let, pa tamle, bom rekel, za en radio doniraš tistih 5 evrov, ampak pomembno je, da si vsak dan tist pristen, dober človek, ne, tako da se mi zdi bolj to pomembno kot vse ostalo, se pravi, če rabi nekdo pomoč, mu greš pomagati. Mogoče tudi včasih kaj doniraš, ampak ni pa vse v tem. Res je, bodimo človek, ali kako rečejo, ne? Kaj pa vzorniki? A imate vi tudi kakšne vzornike? Ja. Ali imate vsak svojega mogoče? Ne, ja, Kaj pa v tem glasbenem verjetno smislu? imamo vsak svojega, tudi kar se glasbenega področja tiče, nismo vsi skoncentrirani pa v enega. Pa tudi recimo te naši vzorniki so in rockeri in dalmatinci, recimo dalmatinska zvrst in slovenska, ne vem, etno scena, kaj pa jaz vem. Vse živo v glavnem in te vzornike skozi malo omenavamo in iz njih iščemo inspiracije, pa ideje, pa podobne zadeve. No in kakšno glasbo ste poslušali danes v avtu, ko ste se vozili v Velenje, pa kakšno boste nazaj grede? Ja, Ali ste se kar upevali ne, malo? moram priznati, da danes smo pa res imeli tisto debato o kriptovaluti. Aha, tako da za glasbo danes ni bilo Ne, prostora. ampak to brez heca, danes smo res bolj o tem debatirali. Pol tle proti, ko sem bili pa ne 5 minut od Velenja, pa le Matjaž nažgal malo glasbe, pa ne vem, zdaj iz glave, kater komat je bil. Dobro, Bolj za nič novega. ozadje je bil, ja. Bil je za odzadje, no, sicer pa kriptovalute, ne? Ja, zame ne, tu sta bila tista. Samo zdaj v eni skladbi, da bi napisali skladbo, ki Na bi to temo, ne? opevala kriptovalute. Jaz mislim, da bi No, se dajte, parirali. zaupajte nam v skladbi tudi kak trik, ne? Kako biti uspešen. Tu še iščemo. No, prej ste mi rekli, ta je pa najmanj zgovoren, pa zgleda, da ima tudi on kaj povedati, ne? Ja, seveda. Vedno. Dejansko Kaj te zanima? dejansko ne poznam nezgovornega Dolenca, ne? Ne, pa se tudi jaz kaj povem. Ste pogrešali odre, kaj v zadnjih časih, ko je bilo nastopov nekoliko manj? Itak. To pa, mislim, vsi smo izkoristili čas za vajo, pa za nove skladbe. Ste bili tudi kaj ustvarjalni? Ja, moram reči, da smo sploh zdaj to zadnjo zimo, no, če tako lahko rečem, ki je bilo malo manj nastopov, smo zelo izkoristili za vajo in za ustvarjanje novih skladb, tako da smo zdaj dali v bistvu pol leta, praktično 3 komade ven, tako da delamo na polno, borimo se Lepo. in ne bomo se ustavili. To je beseda, to je beseda. No, zdaj bomo pa prisluhnili spet eni taki udarni, prid nazaj naslov. A vam je kakšen fan že kdaj speljal punco, kateremu od vas, a? A so to pa že zelo osebno vprašanje, tale se tako smeji, da slišim. A se tebi zdi, da bi meni tudi nekaj spel? Jaz mislim, da težko, ne? Če pa že, pa... Ne, hecam se, lejte. Se verjetno zanj ni dobro končalo. Ne, kar se tega tiče, nikoli nismo nobenega. Saj jaz ne, nisem bil neki napadalen pa take sorte, ampak ja, lej, mogoče je, pa nisem vedel, pa mogoče je šlo zaradi tega narazen, kaj pa veš, ne. Morda jaz ne vem. Drugače mislim, da ne, no. Kako se pa zmenite vsi štirje, če vam je ena in ista všeč, ko ste toliko po nastopih, ne? Kako pol vi to izpeljete, da ni zamer v ansamblu? Ja, kamen, škarje, papir. Ampak ponavadi, ja,
Mislim, sej, Vse drugače. enkrat mislim, ja, sej ni tudi tega, to je bolj, kako se reče, prispodoba. Ne, to je bolj, tako se govori, ne. Demoskontari se pa zdaj ne vem kaj, ne. Ja, ne bi vedela, ne vem jaz, vi mi povejte. V bistvu je pa tako bolj kot 14, en teden nazaj, ki ni bilo dežja, ne. Je kar bolj tako, ne. No prav, skratka, pravi prijatelji se verjetno vse znajo zmeniti, Ja, je ne? pa tudi tako, ne, sej punca hitro sama tudi zbere, ne. Kjer je A, najbolj tako, in ustreza, potem ne. pač trije odpadejo, ne? Ja, Pa hitro več ugotoviš, sreče prihodnjič. grem jaz kar stran. Dobro, veliko zanimivega smo že povedali, pa razčistili, v bodoče bomo seveda še kaj, ne, kar nekaj časa še imamo do konca oddaje, zdaj pa torej prisluhnimo tej vaši polki z naslovom Prid nazaj, dragi gledalci, vi pa uživajte ob veselih ritmih naših današnjih gostov, Foxnerjev. Povej mi, kaj ti je obljubil, da si od mene šla? Ali sem ti jaz kaj tazga rekel, da si zamerila? Za te vse bom zdaj naredil, če prideš k meni nazaj. Bom ribo kuhal, cune peglov, za te bom naredil raj. Jaz te na morje pelem, če prideš k meni nazaj, ali pa na kisu zile, gor v planinski raj. Ne bo že tizga deca, ki te sploh ureden ni, ti rabiš enega tazga, ki te bo žal bo vse dni. Zvečer, ko posteljo se spravljam, le na te mislim še, pa tudi zimi se pripravlja in vse bolj zibe me. Za te vse bom zdaj naredil, če prideš k meni nazaj. Bom ribo kuhal, cune peglov, za te bom naredil raj. Jaz te na morje pelem, če prideš k meni nazaj, ali pa na kisu zile, gor v planinski raj. Ne bo že tizga deca, ki te sploh ureden ni, ti rabiš enega tazga, ki te bo žal bo vse dni. Že tizga deca, ki te sploh ureden ni, ti rabiš enega tazga, ki te bo žal bo vse dni. Ti rabiš enega tazga, ki te bo žal bo vse dni. V najvižji nocoj naši gostje, Foxnerji, nasmejani, razigrani, veseli in ja, v tej skladbi, ki smo jo zdaj slišali, ne, je bilo pa toliko enih obljub. Ja. Ne, da me resno zanima, ne, da bom zdaj skar uživo razčistila z vami. A res tudi kuhate, peglate, vozite na izlete, ne vem, kaj vse počnete za punce? Ja. Punce pište v Absolutno. inbox. Mala turistična agencija. Ja. Ste Mala turistična agencija. Ne? res? 23 zdaj sprejemamo. Tu Okej. za kuhati, za kul voziti, vse. Ja, Mogoče sliši se vsi zelo vsi skup- obetavno. Vsi skupaj pa res nudimo vse to, ne. No, kaj z nas kuhati? A jaz? Ful dobro, karbonarco naredim. Pa tudi kakšen tak, ta prav goležek tudi znamo, ne. Torej, lačne Ne, o ne tem bi lahko kar bile punce, debatiramo, ne? Ivo, ne. Ja, kaj pa ti? Kaj pa ti? Skuhati. Ja, ja. Jajca v trdo, jajca v mehko, jajca srednje, pa hrenovke, tako da ne počijo, lahko pa tudi tako, da počijo.
Pa ta je pravi Ne, strokovnjak. pa a? enkrat sem se spravil tudi golež kuhati in je bil zelo dober. Saj tako so mi rekli, ne vem, ali so pa lagali. Ja, no pa še marsikaj bi se najdla, no, tako bom rekel. Ja, Ne smemo se povedati. ja, ne ostane še kaj, ne, skritega, kaka dut v rokavu. Kdo je pa največji zabavljač pri vas v bendu? Kdo je tisti, ne, ki na špilih skrbi, da je publika zadovoljna, da je skozi nasmejana in animirana? No, zdaj ste se pa kar vsi zresnili, vsak po svoje. Vsak malo drugač, v glavnem pa publiko, kar ves čas Dominik gor drži. On je pevc, to se od njega pričakuje. Ne, ja, in jih on spodbuja k temu, da so veseli, sproščeni in da rajajo in da uživajo z nami. Vmes pa potem seveda vsak še kaj doda. Tako par besed kot se pa je. tudi nocoj lepo dopolnjujete, a ne? Skratka, daleč od tega, da je vse na eno, ampak vsi kot celota moramo No, in biti zdaj- nasmejani in pozitivni in, ne vem, živahni, a ne, pa potem je res tisto, In kar če te mora. izzovem zdaj za en tak primeren vic, Za vic, vic mene. za tole uro, pa za nocojšnjo oddajo, ne? Da jih še malo dodatno naše gledalce nasmejimo. Čakajte, sem odkašal, sem Matjaš. Ne, vic bo pa Matjaš povedal. Ojej. No, da slišim. Kako je že bilo? Ja, dobo je možakar za darilo, za rojstni dan, tale, bon za skok s padalom, ne? In pride on na letališče in tam so te inštrukcije in mu povejo, lej, mi ti bomo dali ruza gor in ti se lepo vržeš dol z aviona in potem potegneš ta prvi štrikec, se padalo odpre. Če se slučajno ne odpre, imaš še ta drug štrikec, potegneš unga in se padalo odpre. No, ko pa dol prideš, te pa kombi počaka, pa te pobere, pa te odpele. Dobro, v redu, se ne sliši se nič komplicirano, žakar gre na avion, oni v hrib in tako, ko so mu naročili, on se vrže dol, prvi štrikec, nič. Tam imam še enega. Drug štrikec, spet nič. Je rekel, nas dene me, pa sem še kombi zajebe, pa sem urit. Bravo! Dobro, dobro. Vici mu grejo kuhati zna, punce inbox, druge ni. Ja, no, ker ste tako izvirni in zanimivi, se vam je zagotovo pripetila tudi na odru že kakšna zanimiva anekdota s kakšno, mogoče oboževalko ali pa tudi ne. A nam je zaupate? Ali pa je tega toliko, ne, da zdaj morate prav razmisliti? Ne, A kater bo? No? Meni, jaz sem rekel, da je tega tu. No, izlušči. Samo ne vem, eno, mi samo takih- eno tako zabavno potrebujemo. Zabavno. Taka, ki se je vedno no. znova radi spomnite in se na ta račun tudi nasmejite. Pri nas ni ravno zabavna, ni upletena nobena ženska, ne nič, ampak imamo Nič hudega. ponovadi dostikrat težave s samim ozvočenjem, ki je nujno potrebno za samo izvedbo naših nastopov. In se je že naredilo, da nam je, ne vem, 20 minut pred samim nastopom oziroma pred poroko pa vse skupaj crkljno. In, Pa to za vas ni problem, vi, ko a kapela stopite Ne. skupaj in To zapojete. sploh ni problem, ampak to se je naredilo dvakrat. to se je naredilo že dvakrat. Ne? Ajej. In tako da to je naša največja težava, da imamo te težave. Ženskam sploh ne. Ne vem, No, pa če smo že... se nas Če smo kar že pri izogibajo. ženskah, ne, pa zdaj pa vprašanje, ne, so Zakaj vaša spet? srca oddana za naše oboževalke, da bojo vedele, pri čem so, kuhati znate, vse znate, pet znate, reklame, EPP, kjer je samski, lahko A pa reklam tako, nimate? ja. Zdaj je naš rok je poročen, ne? In Dobro, je bila zelo odpade. lepa poroka. Moram kaj povedati o tej poroki. Kaj, spomnim se vse, bilo je blazno lepo civilno, vse je bilo zelo lepo. Lansko let se je poročil. Pa tudi otrok. 2 leti nazaj. Ja, meni je tu, veš, 2 leti nazaj v glavnem spomin tak. Otroka ima, no. Lepo. To je pa tudi vse, kar vam je spovedal o tem vprašanju. Ja, prav, ne, v bistvu smo kar nekaj izvedeli in zdaj ga bom jaz vprašala, si kdaj rekel, koga je meni tega treba? Bilo? nikoli. Ne. Ne. To Pa je se tudi lahko še lepo tako slišati, sliši, ne. da sem si zdaj tole izmislil, ampak si nisem. Čist verjamemo mu, ne? In moj poklon, take rabimo, ima zelo fejs ženo, no. Pa si videl ta.
Zelo lepo. Sinko je pa tak majhen na roki. Tako luško. Torej, naj bo dober vzgled vsem, ne? Ja. Mi pa zdaj nadaljujemo. Zakaj sem to vprašala? Ne? Koga mi je tega treba, je namreč tudi naslov vaše naslednje skladbe, ki jo bomo nocoj slišali v Najvižji. In jaz se že zelo veselim, verjamem, da tudi naši gledalci in gledalke. Raztegnite meh, zabrenkajte na kitaro in zapojte, komaj čakamo. Ta dolgega te spodna majca, avto že na polno hajca, zobe umijem in odidem, vse samo da ta pravcaj pridem. Stopam ven tam letenica, takoj sa barva gre ulica, štartam tja po klancu dol, prvemu vinku karambol. Koga mi je tega treba, se derem in pijem na glas, vsak jutr ta zadnja minuta, lovim in pritiskam na gas. Koga mi je tega treba, lahko bi vsaj mal prej vstal, a kaj ko za dolge večere, bi jaz tudi prešihtal stol. Iz avta stopi gospodična, vsa razkurjena, amična, z očmi zavije me pogleda, zdaj sem povrit, vse tako zgleda. Koga mi je tega treba, se derem in pijem na glas, vsak jutr ta zadnja minuta, lovim in pritiskam na gas. Koga mi je tega treba, lahko bi vsaj mal prej vstal, a kaj ko za dolge večere, bi jaz tudi prešihtal stol. Koga mi je tega treba, koga mi je tega treba, lahko bi vsaj mal prej vstal, a kaj ko za dolge večere, bi jaz tudi prešihtal stol, sem tudi prešihtal stol. Koga mi je tega treba, se verjetno vsi kdaj sprašujemo, tudi vi, spoštovani gledalci in gledalke Najviže. Dragi fantje, zanima me še, kdo skrbi za vašo glasbo? Torej, s katerimi avtorji največ sodelujete? So to vaša avtorska dela? Imamo nekaj svojih, to pomeni, da kjerkrat besedilo napiše Matevž, kjerkrat ga napišem jaz, kjerkrat ga napišemo vsi skupaj. Kar ene 2 ali 3 komade mislim, da je napisal naš bivši basist še. Potem imamo pa tudi zunanje izvajalce, se temu reče, podizvajalce, proizvajalce, kot so pa David Novak iz skupine Gadi. Potem nam pomaga tudi Primož Ilovar, ki je glih tako iz skupine Gadi, smo skoraj sosedje, pa se tako, ja, malo. Potem pa Pirkovič Igor, pa eno priredbo smo naredili enkrat, za katero je pa besedilo napisal Matej Kocijančič. Znana imena, torej malo sami, malo znanimi imeni. Kaj pa, če bi imeli možnost izbire kakšnega dueta? A ste kdaj razmišljali, za koga si želite, da z vami zapoje, ali pa s kom bi radi sodelovali? Vidim, da imate izdelano že. Natalija Verboten. Opa, Rdeč Ferrari pa to, a? Ja, to je Matjaževa. Kater bi zdaj imel Natalijo? Ja, Natalija Verboten. Povej, kaj si mu ti, ko si bil majhen. Jaz sem v Natalija Verboten zelo rad. Ne, res, ne vem. Ampak žal je že oddana, kolikor vem. Jaz sem premlad za njim. V glavnem,
Ne vem, pri nas se na veselicah nastopala in so bile zmeraj ful dobre žurke in dobre komade. Idemo plakat na Fejspunca je Natalija, tako da ne. Mogoče pa Vse generacije, tako, mogoče nas pa zdaj gleda, slišim. Apeliramo na Natalijo Vrboten, tu so 4 lušni Dolenci, ki bi si želeli narediti en duet. Če nas sliši, je zdaj že zmenjeno, po mojem. Še imam telefon, že zvoniče. Tako všeč mi je tudi tale vaš dolenski dialekt. Naslov naslednje skladbe je Nejsem vejdu. Sem jaz to dobro povedala? Ali me boste kaj popravili? Nejsem vejdu, ja, čist, tako pa je. Ste pravzaprav kar taki ambasadori dolenskega narečja, a ne? Pa kaj pa vem. Saj so tudi drugi ansambli, ki načeloma pojejo v dolenskem narečju. Tudi mi zapojemo kakšnega narečju, kakšnega tudi ne, kakor je. Zdaj nismo pa nikoli razmišljali, zdaj bomo pa mi to niti ni dolensko narečje, to je bolj suhokransko narečje, se pravi tam od Mulabe proti Žužemberku se ta dialekt začne, tako da to je bolj ta dialekt, ker Novomeščani govorijo popolnoma drugače. No, meni je zelo všeč, tako zelo speven je in zdaj bom še enkrat po vaše. Nadaljujemo torej z vašo naslednjo skladbo z naslovom Nejsem vejdu. Dragi gledalci, uživajte. Nejsem vejdu, da te moram rože nosit. Nejsem vejdu, da je ljubezen treba prosit. Jaz pedak sem mislil, da je doščera te imam. Če te na ušesu kdaj povem, da nočem ležat sam. Nejsem vejdu, da te moram monter kupit kilo jabolk, za večerjo te olupit. Jaz sem siromak verjel, da moja bo za skus. Čez večer se k tebom stisnu in te kušnu bom na nos. Nej besed, sončna klet, nej tako kbret, ke se samo za tebe je vrtu moj svet. Nej prijazne dni, brez krvi, nej sladkih noči, pod mojem mrzlem kotrem ne ležiš več ti. Nejsem vejdu, da ne rihta se za mene, da več nejso moje te oči zelene. Nejsem vejdu, da vsak cajt bom mogel sam naprej. In da vse, kar je med nama bilo, ti vrgla boš v krej. Nej besed, sončna klet, nej tako kbret, ke se samo za tebe je vrtu moj svet. Nej prijazne dni, brez krvi, nej sladkih noči, pod mojem mrzlem kotrem ne ležiš več ti. Nej besed, sončna klet, nej tako kbret, ke se samo za tebe je vrtu moj svet. Nej prijazne dni, brez skrbi, nej sladkih noči, pod mojem mrzlem kotrem ne ležiš več ti. Pod mojem mrzlem kotrem ne ležiš več ti. Smeh je pol zdravja in nocoj smo v našem studiu nasmejani do ušes, ker smo v odlični družbi. Foxnerji so z nami in moje naslednje vprašanje bo zanimivo in verjamem, da boste tudi odgovor stresli iz rokava. Moram vas tudi s čim nocoj presenetiti. Pošljem vas na samotni otok.
3 stvari, ki jih morate nujno vzeti seboj. Cviček. Šnops. Še malo cvička. In dajmo še 4. stvar. Cviček imamo že. Radenska pa glašne. Mam jaz gledaš. Ne, gad smo se pa res menili. Recimo, če bi nas zdajle, ne bom rekel, nekam poslala, ne, da bi mogli mi nekam brez naše volje iti, ja. ko smo jih v takih cajtih. Ja, pa sem na prvo pomislil, Matjaž ima zidanco, ne, Matjaž, ti ješ pa na 20 litrov cvička samo vzel. No, sam, da bo cviček, tudi če ne bo nič drugega, a ne? Je tako je, pa To kakršen že. pravite. Pa kakršen že, ne? Kaj pa, preden greste na oder, a imate kakšen ritual? Imate 3 čarobne besede, date petko, ne vem, si že... Imate kak ritual? Ali samo ruknete cviček in je zmaga tu? Imamo ritual. Kar se tiče na špilih, niti mogoče smo bili včasih, drugače pa zadnje čase, da bi recimo rabili neke, ne vem, neke velike količine kakšnih substanc, bi rekel alkohola, pa to niti ne ponavadi je to v bistvu je najbolj, da si čim bolj umirjen, pa kakšno kavico, pa mogoče recimo bomo rekli eno pivo za korajžo, drugače pa nimamo kakšnih velikih potreb. Ste tako sproščeni, da treme. Kaj trema, ne? Ja, no, vse včasih je tudi trema, ker smo pa prej že o ritualu govorili, ponavadi je pol ta, vse ta prvič, ko gremo na oder, kar nekako gremo skupaj, ne. Pol ta drugič, ta tretjič se pa že tako dogaja, da najprej pride eden in potle vpije dol, dej pridite gor, ne. In to je ta ritual. Mogoče pa tudi tu potem spodbudi vse ostale, da malo hitreje stopijo, pa so pol bolj korajžni. In imate potem na odru tak good vibe, ne? Ja. Trije pa so bili, ostali 3 pa ne bomo izdali. Rok je pa navad prvi gor. Tako. Lepo je v lifeu dobro družbo imeti, tako je fajn živeti. Zdaj ni res. sledi komad v dobri družbi. Absolutno se podpišem po tole izjavo. Ja. In najbolje je, da kar zaigrate in zapojete, da slišimo ta odličen komad. V dobri družbi smo in zdaj le še z glasbo nadaljujemo veselo, udarno, v oddaji Najvižja skupaj s Foxnerji. Lepo je v lifeu dobro družbo imet, tako je fajn živet. Včasih ponedeljek malo mori, v službi gre počasi, šef pa teži. V torek vem, da sem prebil že ta let, sem bliže sredi, pa je lažje začet. Ko čez sredino tedna mi ga uspe, četrtek je nemirno moje srce. V petek naši lušni kelnarci naročimo vsi. Gin tonik, jeger, kolo, prosim lepo, z veselo družbo zdaj nazdravimo. Ta vikend spet pozabimo skrbi, nam se ne mudi. Zaplešemo, zapojemo si na glas, naj danes le za nas ustavi se čas. Lepo je v lifeu dobro družbo imet, tako je fajn živet. Ko čez sredino tedna mi ga uspe, četrtek je nemirno moje srce. V petek naši lušni kelnarci naročimo vsi. Gin tonik, jeger, kolo, prosim lepo, z veselo družbo zdaj nazdravimo. Ta vikend spet pozabimo skrbi, nam se ne mudi. Zaplešemo, zapojemo si na glas, naj danes le za nas ustavi se čas. Lepo je v lifeu dobro družbo imet, tako je fajn živet. Gin tonik, jeger, kolo, prosim lepo, z veselo družbo zdaj nazdravimo. Ta vikend spet pozabimo skrbi, nam se ne mudi. Zaplešemo, zapojemo si na glas, naj danes le za nas ustavi se čas. Lepo je v lifeu dobro družbo imet, tako je fajn živet. Lepo je v lifeu dobro družbo imet, tako je fajn živet. Tale je bila pa tako vesela in taki fini ritmi, da bi človek kar zajuckal. Fantje, a znate tudi kaj zajuckati? Da vas slišim. Za vriskati? Ja.
Pa dobri ste, ni izziva za vas, vse premagate. Je bolj kakšen maček. Super je bilo, čisto v redu je bilo, super. Zanima me, kaj počnete, ko niste na odru, torej imate kak poseben hobi, recimo s čim se še ukvarjate, kadar se ne z glasbo ali pa kadar ste doma, recimo, pa imate svoj prosti čas. Ma kar vsak neki, recimo, je No, pa recimo, tema tale, ki je ista, poročen. tema je nekako ista. Kaj? Nekaj, povej, ne vem, kom. No, kar povej. Mislim, jaz imam dela dosti. Ti si tudi očka, ne, pa Ja, se verjetno moraš svojim otrokom To je ukvarjati. zdaj dosti na frišno. Kako je ime sinčku? Ian. Ian, zelo lepo ime. Priden pop. Spi po noči, spi. Ja, ker ne Lepo. smem pojamrati. No. Tako da to je ena zdaj kar velika stvar, ki veliko časa vzame. Poleg glasbe, tako v ansamblu, še malo poučujem. No. Tako da, Ti bi dolg inštrumente- čas. Ma ne, dolg čas mi ni, ženi pa tudi ne, ko je doskrat tudi malo sama, no, z otrokom. Ampak se borimo, gremo naprej, se trudim, da sem to čim več zraven, vsaj takrat, ko sem doma. Pohvalno. Zelo pohvalno, pa tvoj hobi? Moj hobi. Ja, se pravim, hotel sem omeniti, da se od vseh kanček hobija drži skupaj, ne, da Roki rad renovira stare motorje. Moram reči, glih meni lik. Pa smo odkrili spet Štirko mi nekaj je zrenoviral, novega. ja, malo cilej naredil. Pa smo se pa lih zdaj lotili, oziroma je že malo prej, pa še fanta sta se enega skupnega hobija, da imamo, in sicer to so motorji. Torej vas druži prijateljstvo, tudi kadar niste na odru, ne, pa vas družijo tudi motorji, kot slišim. Motor in samo motor. Tudi prav, samo po pameti. Kriptovalute, motorji, pa kaj smo še prej rekli? Muska? Kot cviček, ne? Alkohol, ja. Ne, se ne. Hobi razno razni. Malo kolo, malo motorke, okoli hiše naredimo. Kaj pa je še? Drugače smo pa res kar polno zaseden, no, vsi hodimo še v službe, tako da muska je potem popoldanska, zdaj je parkrat na teden si moraš cajt vzeti za to, pa se že tam kar dosti časa ne zgubi, saj tu je vložen čas, ne, in tudi uživamo v tem, ampak ja, pol tem so pa še take. Jaz vam želim predvsem veliko varnih kilometrov z motorjem, ne, tako da po pameti in varno po cesti. Absolutno, absolutno. Tam ni cvička, če gremo na motor, ni No, cvička. tako je tudi prav. Skladba Vedno je čudovit valček, ki ste ga posneli v baročnem dvorcu Bukovje. To je tudi meni poznan ambient. Pa me zanima, kako da ste izbrali ravno dvorec Bukovje na Koroškem v Dravogradu? Mislim, da je to prišlo bolj kot ne po naključju, ker smo imeli v igri neke lokacije, ne, in potem je ena izmed teh zatajila in potem takoj zatem je bil ta dvorec Bukovje in nam je bil strašno všeč in smo zadovoljni tudi, da nismo šli na prvo lokacijo, ker je bila ta res odlična in posebna. No, ko se preostali trije člani odločite za poroko, je tam res lep evropski park, kjer jo lahko izpeljete, ali pa kar v samih prostorih dvorca, ne, verjetno. A vas je prepričal? Ja, zelo nas je prepričal, zelo lepo je opremljeno, zelo lepo je tudi zunaj. Vsekakor tudi mi vsem priporočamo, da bi ta prostor izkoristili. Jaz osebno bom rekel, da je pa kar malo daleč, no, zame je pa malo daleč. Daleč je, ne, Ivančna je le in je, malo je daleč, blazno lepo. Je pa lepo, ne? Ampak ja. Je pa lepo tudi pri nas na Koroškem. Absolutno. Zdajle pa prisluhnimo temu lepemu valčku z lepim naslovom Vedno. Maste sicer so vam bolj pisane na kožo polke ali valčki? Mislim, da polke, tudi glede na to, koliko imamo česa izdanga, imamo več polk, ampak se trudimo, da bi tudi kakšen lep valček naredili. Pa vsem. Tudi drugi nam pošiljajo, če kdo drug je pošle kakšno skladbo za nas, je prej polka kakor valček. No, pa naj bo nocoj za presekati zdaj tale čudovit valček. Torej, valček Vedno in Foxnerji. Tvoja dlan se dotika moje, to mi daje upanje. Srce dela po svoje, ne odidi, ljubi me. Ko
oči, vidim skrite stvari. Rad bedel bi vse noči, s teboj v temi. Vedno le tebe bom ljubil, vedno ob tebi bom bil, vedno tudi če ti bo hudo, skupaj nama bo lepo. Ko gledam te v oči, vidim skrite stvari. Rad bedel bi vse noči, s teboj v temi. Vedno le tebe bom ljubil, vedno ob tebi bom bil, vedno tudi če ti bo hudo, skupaj nama bo lepo. Vedno tudi če ti bo hudo, skupaj nama bo lepo. Skupaj nama bo lepo. Zagotovo nisem edina, ki se je za konec nocojšnje oddaje zdajle raznežila ob tem čudovitem vašem valčku. Zagotovo ste osvojili vsa tista srca, ki jih do zdaj še niste naših gledalk. Za konec me zanimajo seveda še vaši načrti za prihodnost. Naši načrti, čim več delati, čim več novih skladb izdati, čim več veselic, porok. Tako da, in tudi delamo na tem, tako da upamo, da so to čim prej tudi pokazali, da bojo ljudje to lahko videli. Sej mislim, da lahko že vidijo, da se zelo trudimo, da pokažemo to, tako da to so naši cilji in načrti. No. Kaj pa kakšna lepa misel še za naše gledalce za konec nocojšnje oddaje? Dragi gledalci, hvala, ker ste nas danes gledali na televiziji Velenje. Upamo, da smo vam bili všeč. Lahko nas najdete tudi na kakšnih družabnih omrežjih, tudi tam nas lahko spremljate še naprej. Hitro vsi všečkat, Foxnerje pa tudi najvižo. Tako, vse. Res smo uživali v vaši družbi, tako kot v vaši družbi, dragi gledalci in gledalke. Upamo, da se kmalu spet kaj vidimo. Najlepša hvala za vse povedano, hvala za današnji obisk v Velenju. Vse dobro vam želim in uspešno glasbeno pot tudi v prihodnje, pa da se čim prej spet srečamo. Hvala enako. Hvala, dragi gledalci in gledalke, mi pa takole zaključujemo nocojšnjo najvižjo. Hvala vam za nocojšnjo pozornost, seveda v četrtek smo spet vaša družba, do takrat pa imejte se skrajno lepo. Zaključujemo pa seveda s Foxnerji, ko lučke gorijo. Lep večer še naprej in lahko noč. Zakaj si dovoliva, da leto mimo gre? Zakaj preveč hitiva in briševa solze? Se
se dmiva časi zase, po praznikih diši, zato ker zadnje čase ga nisva vzela si. Ko lučke gorijo, ko v hiši diši, bi rad se nagledal teh tvojih oči. Ko lučke gorijo, je čas za oba, ob tebi bi rad se dotaknil neba. Drug drugega imava, pomembna sva mi dva, poskusiva saj znava spet najti ključ srca. Se dmiva časi zase, po praznikih diši, zato ker zadnje čase ga nisva vzela si. Ko lučke gorijo, ko v hiši diši, bi rad se nagledal teh tvojih oči. Ko lučke gorijo, je čas za oba, ob tebi bi rad se dotaknil neba. Ko lučke gorijo, ko v hiši diši, bi rad se nagledal teh tvojih oči. Ko lučke gorijo, je čas za oba, ob tebi bi rad se dotaknil neba. Ob tebi bi rad se dotaknil neba.